Zelena luč. Pozdrav, sem Jan Grilc. Ko razmišljam o prometu, rad pomislim, kako bi se dalo narediti stvari drugače. Kakšne so alternative? Včasih se kakšna stvar zazdi enostavna rešitev, pa se potem izkaže, da ni čisto tako. Tudi današnja tema je taka. Govorili bomo o biogorivih. Zeleno imamo, gremo! Pred leti sem se vozil po vzhodni Bolgariji. Skozi okna avtobusa sem opazoval neskončna rumena polja oljne repice in sončnic, res so se raztezala skoraj do obzorja. Pozneje sem izvedel, da je velik del pridelka z teh ravnic namenjen proizvodnji biogoriv. In sem se vprašal, je to res najboljša možna raba zemlje? Morajo res biti tudi rodovitne njive namenjene našim avtomobilom? Zato sem bil zelo vesel, ko mi je strokovna sodelavka Zelene luči Marjeta Benčina predlagala temo o biogorivih. Tokrat torej razmišljamo o tem, kaj sploh je bio pri biogorivih. Proizvodnja biogoriv namreč zahteva veliko surovin, veliko zemlje, tudi veliko informacij. Poznamo jih več vrst, delimo jih potem, iz česa jih proizvajamo. Več o njih, pa tudi o evropski zakonodaji iz tega področja, pa bo, kot rečeno, povedala Marjeta Benčina, ki se pri okoljevarstveni organizaciji Fokus ukvarja s področjem mobilnosti. Marjeta, lep pozdrav! Lep pozdrav. Hvala, da ste se mi pridružili v studiu. Res moram reči, da sem bil navdušen, ko ste predlagali to temo, saj o njej res ne vem kaj dosti. Vsekakor pa se mi po tem, kar ste mi povedali, zdi, da so biogoriva nekako zapostavljen vidik zelenega prehoda. Zato najprej, kaj sploh so biogoriva, kako jih lahko opredelimo? Ja, hvala za povabilo. Ja, tudi mene zelo zanimajo biogoriva, sem po izobrazbi geografinja in me vedno zanima ta vidik, kakšen vpliv ima recimo naše življenje, naš življenjski slog nekje na drugem koncu sveta. In z vidika Slovenije se morda zdi, glede na to, da nimamo lastne proizvodnje, da tudi ne porabimo veliko teh biogoriv v primerjavi z drugimi državami, da to ni pomembna tema, vendar je. Ne. Mi vsakič, ko napolnimo svoj rezervoar z gorivom, v bistvu hkrati z dizlom, z fosilnim dizlom ali z bencinom, natankamo tudi okrog 10% teh biogoriv. Torej, če govorimo o gorivih v prometu in biogorivih v prometu, govorimo predvsem o tekočih gorivih, biodizlu in bioetanolu. Proizvajamo jih iz rastlin za hrano in krmo ter energetskih rastlin, kot so koruza, palma, soja, sladkorni trs, oljna ogrščica, repica in podobno. Biodizel sam nastane iz rastlin z visoko vsebnostjo olj, kot so palma, soja, oljna ogrščica, bioetanol pa iz poljščin z visoko vsebnostjo sladkorjev pa škroba. To so pa sladkorna pesta in koruza. Pri nas porabimo oziroma večji delež biodizla, manj pa bioetanola, manj kot 10%. Se pravi, poznamo jih tudi precej vrst. Kako jih v bistvu delimo in katera so morda tista bolj sporna od drugih? Zdaj, te politike evropske, ki jih v bistvu zagovarjajo proizvodnjo biogoriv, trajajo že tam nekje od leta 2003. Jaz sama jim sledim že okrog 15 let tem politikam. Zdaj, sprva so bila biogoriva mišljena kot neka rešitev za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v prometu. Zdaj pa bolj, ko ta biogoriva uporabljamo in bolj, ko raziskujemo ozadje, ugotavljamo, da se to ni uresničilo, da so v nekaterih primerih biogoriva celo slabša od fosilnih goriv, torej celo slabša od dizla in pa bencina, kar se tiče emisij toplogrednih plinov. Tako da se je izkazalo, da so biogoriva ena taka velika napaka, tako z vidika podnebja, kot pa tudi z vidika prehranske varnosti, biotske pestrosti in pa človekovih pravic. Glede emisij, kot sem že rekla, so študije pokazale, da se, če upoštevamo seveda tudi emisije rabe zemljišč, torej spremembe rabe zemljišč, ki jih ponavadi ne upoštevamo pri gorivih, torej smo ugotovili, da so te emisije veliko večje, kot smo pričakovali. Zdaj, v začetku so bila ta biogoriva proizvedena
predvsem na kmetijskih površinah, kjer smo gojili rastline za hrano in za krmo. To so bila biogoriva prve generacije in teh še vedno zelo veliko proizvajamo in so tudi najbolj škodljiva. Torej biogoriva, kot sem že prej rekla, bodisi iz soje, palmovega olja, oljne ogrščice in tako naprej. To so tista biogoriva, ki so najmanj zaželjena, kaj ti povzroča tudi največ emisij. Po drugi strani pa imamo potem še druga biogoriva, tako imenovana napredna biogoriva, ki jih proizvajamo z nekimi naprednimi tehnologijami, z raznimi algami, ki so se odmaknile iz proizvodnje površin za hrano in krmo, zahtevajo neko posebno tehnologijo, imajo pa zelo nizek potencial. Tukaj govorimo predvsem, kot sem že rekla, o nekih, gorivih iz alg, ki so nastajajo z neko posebno tehnologijo, ali pa tudi recimo iz ostankov, ko proizvajamo hrano, torej iz neke slame, iz recimo ostankov vej palmovih dreves, orehovih luščin, naprimer tudi ta hlevski gnoj in tako dalje. Tukaj smo ugotovili, da ta goriva potrebujejo neko zahtevno tehnologijo in da imajo nizek potencial. Potem so pa tu še biogoriva iz odpadkov in rabljenega kuhinjskega olja ali pa živalskih maščob. Ta pa večinoma uvažamo, kajti nimamo jih veliko v naših gospodinjstvih in iz naših restauracij. Lahko nas pa skrbi njihova razpoložljivost, kajti predvideva se, da se bo njihova raba do 2030 podvojila ali pa celo potrojila. Sicer se sliši odlično in tako zelo zero waste, da ponovno uporabimo odpadno kuhinjsko olje za pogon vozil, vendar se je v praksi izkazalo, da povpraševanje oziroma potrebe po biogorivih iz rabljenega olja za kuhanje močno presegajo količino, ki je na voljo in to dejansko lahko vodi v goljufije. Naprimer, Malezija izvoz že 3-krat več rabljenega olja, kot ga zbere, kar pomeni, da se goljufije, kot je skrita uporaba palmovega olja in podobno, zelo verjetno dogajajo v velikem obsegu, kar pa ima potem lahko seveda tudi negativne okoljske posledice. Skoraj polovica vseh evropskih živalskih maščob pa se uporablja za biodizel. Zdaj, kot sem že rekla, tudi v letalski industriji zelo velik. Za pogon recimo letala na relaciji Pariz-New York bi potrebovali maščobo 8800 prašičev. Polovica vseh evropskih živalskih maščob se torej uporablja za biodizel. Marjeta, predlagali ste še, da pokličeva še eno strokovnjakinjo, in sicer Barbaro Smajlagić z Evropske organizacije Transport and Environment. Zakaj prav njo? Ja, v bistvu Fokus sodeluje z to organizacijo, smo njeni člani, to je večja članska organizacija evropska, ki se ukvarja samo s prometnimi politikami. Barbara in njena ekipa v bistvu delajo samo na biogorivih in se zelo dobro ne le poznajo politike, ampak tudi imajo dost kapacitet, da lahko naročajo večje neodvisne študije na tem področju in mi jih z veseljem uporabljamo vse te izsledke. In z Barbaro zelo veliko sodelujemo, ima veliko informacij in tudi zdaj recimo, ko se bo ta evropska direktiva o spodbujanju obnovljive energije v različne namene, ko se bo morala implementirati in pa tudi prenesti v slovenski pravni red, bodo pač tudi nam pomagali veliko z svojimi izkušnjami in z svojim znanjem na tem področju. No, za začetek sem Barbaro Smajlagić vprašal, če trajnostna biogoriva sploh obstajajo. Basically, we consider that there are very little sustainable biofuels. Ugotavljamo, da je trajnostnih biogoriv zelo malo. Taka so recimo goriva, ki jih izdelamo iz bioloških odpadkov v gospodinjstvih. Tudi tista iz odpadnih jedilnih olj, ki so bila pridelana v Evropi, ter tista, ki so narejena iz nekaterih kategorij živalskih maščob, ki za človeka niso užitne. Obstaja torej nekaj surovin, a je njihova količina zelo omejena. Težava pa je, da je povpraševanje tako veliko, da moramo veliko goriv uvažati, to pa je povezano s prevarami pri uporabi surovin. Biogoriva, ki jih uporabljamo v prometu, so torej v veliki meri netrajnostna. Surovine zanje so uporabljali tudi v drugih gospodarskih panogah, kjer jim zdaj niso več tako dostopna zaradi tekmovanja z industrijo biogoriv. Končni rezultat je, da se preusmerijo k drugim, še bolj netrajnostnim surovinam za svojo proizvodnjo. Posredno torej ustvarimo še več izpustov.
and then they need to turn to even less sustainable feedstocks for their production. So in the end, you manage to have displacement effects and indirect emissions, basically. Proizvodna biogoriv pa pomeni tudi zelo veliko dodatnega intenzivnega kmetijstva. Imamo eno študijo Nemškega inštituta za energijo in okolje, ki kaže, da v bistvu za pridelavo poljščin za biogoriva, ki so uporabljene v Evropi, potrebujemo 9,6 milijonov hektarov zemljišč. To je v bistvu, da si lažje predstavljamo, površina otoka Irske. Tako da gre res za ogromne površine, kot ste že prej omenili, ste se vozili po Bolgariji in ste tudi tam videli ogromne površine in to gre v bistvu na račun pridelave hrane. Kar se tiče same rabe zemljišč, torej gre to za zelo velike površine in so naredili tudi recimo primerjavo, koliko površin bi pa rabili za recimo postaviti obnovljive vire energije, ki bi proizvedla isto količino energije za promet in so v bistvu ugotovili, da bi za to potrebovali 27,5% manj zemljišč, torej samo 2,5% te zemlje, ki jo zdaj porabimo za proizvodno biogoriv, bi lahko gor namestili, ne vem, sončne celice, vetrnice, karkoli in bi lahko na tako malem območju zadostili te potrebe, ki jih imamo zdaj v prometu. Torej, posledice niso samo tukaj pri nas, ampak so večinoma na drugih koncih sveta. Tam pa seveda vemo, da ki niso tako države urejene, kot smo mogoče navajeni tukaj, pa pride tudi velikrat do kršenja človekovih pravic, izseljevanja staroselskih ljudstev, onesnaženja okolja, skratka zelo veliko enih negativnih posledic za tista območja. Konec koncev tudi onesnaženje zraka je... Smo slišali že kakšne zgodbe recimo iz Indonezije, kjer je bilo to onesnaženje toliko veliko, da v bistvu otroci niso mogli niti v šolo iti, ko so pač zažigali te gozdove. Da so potem lahko posadili polja palmovih dreves in podobnega verjetno. Tako, da so naredili neke monokulturne plantaže, ki so pa, kot vemo, tudi z vidika ponorov ogljikovega dioksida pač nepomembne v primerjavi z tropskim gozdom. Zato je tudi pomembno, kako je biogorivo v zvezi z zelenim prehodom opredelila evropska zakonodaja. Tudi to sem vprašal Barbaro Smajlagić. Yes, the EU legislation is in general in favor of biofuels because Evropska zakonodaja je v splošnem naklonjena biogorivom, saj jih vzpodbuja v okviru direktive o obnovljivih virih energije. V njej so opredeljeni cilji glede zmanjševanja škodljivih izpustov in med drugim promovira uporabo biogoriv v prometu. Ponudniki goriv morajo torej zagotoviti biogoriva, da bi lahko dosegli ciljem zapisane v direktivi. Države članice so lahko še bolj ambiciozne pri uvajanju biogoriv, a vprašati se moramo, kako opredelimo ambicije. V naši organizaciji namreč menimo, da biogoriva niso prava rešitev, saj imajo veliko škodljivih posledic za okolje in posredno vplivajo na podnebne spremembe. Veliko lepše izgledajo na papirju kot v resnici. Za nas bi bilo bolj ambiciozno zmanjševanje uporabe biogoriv in osredotočanje na elektrifikacijo cestnega prometa ter uporabo vodika in e-goriv v letalstvu in ladijskem prometu. Reducing the reliance on biofuels and focusing more on electricity in the road transport and on hydrogen and e-fuels for aviation and shipping. Marjeta, kako pa evropsko zakonodajo implementira oziroma namerava implementirati Slovenija? Ja, lani je bila na evropski ravni potrjena prenovljena direktiva o energiji iz obnovljivih virov energije, mi rečemo RED 3. To je zdaj že tretja verzija te direktive in zdaj jo morajo države članice prenesti v svojo zakonodajo. Pri oblikovanju nove direktive smo nevladne organizacije na evropski ravni in na nacionalni ravni zahtevale znižanje deležev obnovljivih virov energije v prometu, kar se morda sliši čudno, ampak obstajala je velika bojazen, če bomo te cilje postavili zelo visoko, da se bodo države uprle na biogoriva in pa na kakšne druge netrajnostna goriva in to se je pač zdaj tudi zgodilo. Slovenija in tudi druge države članice z visokimi deleži cestnega prometa imajo zelo težko nalogo, kako zagotoviti ta delež obnovljivih virov energije v prometu
In zdi se, da niti ne vemo natančno, kako bomo to dosegli. In tudi recimo v zadnji verziji nacionalnega energetsko-podnebnega načrta je predviden velik delež naprednih biogoriv med obnovljivimi viri energije v prometu in v bistvu se sprašujemo, kako bomo sploh to dosegli. Ta delež v bistvu ni majhen, na področju elektrifikacije ga zelo počasi dosegamo više deleže in ne vemo, na kak način bomo v Sloveniji zagotovili ta napredna biogoriva v tako velikem deležu. Pomembno ob tem pa je tudi, kaj glede tega lahko naredimo potrošniki. Lahko recimo dobimo dovolj informacije o tem, odkot sploh izvirajo ta biogoriva, ki so v prodaji v Sloveniji. Torej, ali vemo, na kakšen način so nastala, ali vemo, da pri tem morda niso bile tudi goljufije? They can't really. Because they can't really access volumes of imported biofuels on EU or national customs website. Ljudje do teh informacij v bistvu ne morejo priti. Izvemo lahko, kakšne količine so bile uvožene v Evropsko unijo ali v posamezno državo, a iz teh informacij se ne da razbrati, iz česa je bilo biogorivo narejeno. Na tem področju torej žal ni nobene transparentnosti, potrošniki ne vedo, kaj uporabljajo. Mislijo, da uporabljajo nekaj, kar je dobro za okolje, a v resnici so lahko to tudi rastline, ki se uporabljajo še v druge namene ali pa gre za prevare. Namesto odpadnih jedilnih olj proizvajalci denimo uporabljajo palmova olja. Potrebujemo veliko več transparentnosti. Morali bi poznati izvor biogoriv, te informacije bi morale biti zlahka dostopne vsem, da se lahko podučijo o izvoru surovin. Potrošniki bi nedvomno morali vedeti več. Definitely consumers should know more. Ja, večina ljudi nas niti ne ve, kaj točno mi v bistvu točimo v svoje avtomobile. Morda nas niti ne zanima, ampak ko sprašujem okrog sebe, večina ljudi ne ve, da v bistvu tankajo v svoje avtomobile tudi biogoriva. Slovenija nima vseh teh podatkov o izvoru in pa ali so bili tudi doseženi vsi trajnostni kriteriji. Tako da ja, o tem vemo kot potrošniki zelo malo. Zdaj pa kaj pa lahko naredimo, je pa druga zgodba. Marjeta, če povzameva, so biogoriva bio in ali so prava pot v prihodnost? Na kaj moramo biti pazljivi na tej poti? Ne, biogoriva niso nič kaj bio. V bistvu so slabša kot fosilna goriva v večini primerov. Ko govorimo o naprednih biogorivih, moramo vedeti, da je pri njih potencial zelo nizek in tudi, če bi upoštevali vse trajnostne kriterije in tudi druge sektorje, ki bi uporabljali te surovine, bi ugotovili, da je potencial res zelo majhen in da je pač v cestnem prometu imamo drugo rešitev, ki je bolj učinkovita z vidika zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov in to je elektrifikacija. Ampak, kot mi vedno poudarjamo, potrebno je gledati bolj celovito na stvari. Prometa imamo absolutno preveč, treba ga je zmanjšati treba število potovanj, število poti, ne samo potnikov, tudi blaga. In potem, ko bomo to zmanjšali, bodo tudi pač te deleži obnovljivih virov lažje dosegljivi. Pomembno je, da imamo informacije, torej odkot prihaja to gorivo, da smo tudi kot potrošniki, da se o tem informiramo, da zahtevamo te informacije in da tudi zahtevamo, da je to biogorivo trajnostno proizvedeno. Velik del energije v prometu pa seveda porabi tudi ta luksuzna potrošnja. Najbogatejši ljudje porabijo veliko več goriva kot večina drugega prebivalstva za bodisi, ne vem, za jahte, za športne avtomobile, ki so zelo požrešni. Zelo veliko te potrošnje luksuzne, ki se zgodi v tem zahodnem svetu, je na strani bogatejših. Tudi oni bi morali to zelo zmanjšati oziroma bi tudi mi morali omejiti. Imamo kar visok življenjski standard v Evropi, v Ameriki, kjer pač tega biogoriva največ porabimo in nažalost se potem posledice odražajo nekje druge. Pač nekdo na naš račun živi slabše. Marjeta Menčina, najlepša hvala, da ste nam prinesli te razmisleke. Srečno pri vašem delu v okoljevarstveni organizaciji Fokus. Hvala. Zelena luč. Čas še za nekaj novic in predlogov za vsebine z področja mobilnosti in prometa. Najprej ena novica, ki je prišla z vaše strani.
Prejšnji teden mi je pisala poslušalka, ki je opozorila, da je po naključju dobila informacijo, da terminske karte integriranega javnega potniškega prometa od 1. oktobra veljajo tudi na avtobusih ljubljanskega potniškega prometa. Da torej IAPP kartice, s katerimi lahko tedensko, mesečno ali letno uporabljate ves medkrajevni potniški promet, zdaj veljajo tudi za mestne trole v Ljubljani, če povem drugače. Težava je bila v tem, da te informacije ni nihče nikjer objavil. Preveril sem pri LPP in potrdili so mi, da to drži, da kartice res veljajo že od 1. oktobra. Na vprašanje, zakaj to ni nikjer objavljeno, pa nisem dobil odgovora. In še vedno ta informacija ni nikjer objavljena, vsaj jaz je ne najdem, tako da delite s čim več ljudmi, da bodo izvedeli. Poslušalki pa še enkrat hvala. Začela se je nadgradnja ljubljanske železniške postaje, torej centralnega stičišča slovenskega železniškega sistema. V okviru projekta bo narejena nova postajna dvorana, peroni z dostopom za gibalno ovirane osebe in še precej drugih stvari, ki jih trenutno postaja nima. Dela naj bi trajala 22 mesecev, z uspešno izvedbo projekta pa bo Slovenija, po besedah premijeja Goloba, na evropskem železniškem zemljevidu postala takšen sinonim za uspeh, kot je že danes na drugih področjih. Vsi uporabniki slovenskih vlakov se te uspešnosti že veselimo. Povezana novica, oktobra in novembra bo znova večkrat za ves promet, tudi za pešce in kolesarje, v nočnih urah zaprta Dunajska cesta v Ljubljani na odseku med Vilharjevo cesto in trgom OF zaradi gradnje železniškega nadvoza. Zaprta bo tudi ta vikend po noči, ostale datume pa najdete tudi v članku na MMC-ju. Opomnimo še, da je na televiziji Slovenija v polnem zagonu tudi nova sezona oddaje Avtomobilnost, v kateri lahko najdete mnogo zanimivih tem. Izpostavimo eno, pogovorili so se tudi o zgodovini kultnega Volkswagenovega kombi avtodoma. Najdete na RTV 365. Ob koncu še ena zgodbica z javnega prometa. Še vedno nestrpno čakamo vaše dogodivščine, gotovo vas kdaj kaj razjezi ali razveseli, ko se gibate naokrog. Dajte povedati še nam na jan.grilcaf@rtvslo.si ali na odzivniku številko 051 202 202. Tokrat sem za zgodbico prosil našo strokovno sodelavko Marjeto Benčina. Ja, iz javnega prevoza imam zelo malo zgodbic, ker ga tudi bolj malo uporabljam, sem večinoma na kolesu. Zato me je pa v bistvu v zadnjem času močno prizadela zgodba iz Francije, kjer je v bistvu voznik športnega terenca povozil do smrti kolesarja, ki se mu je uprl zaradi tega, ker je pač nepravilno vozil in je v bistvu nekako mu onemogočal vožnjo po kolesarski stezi. In ker se mu je ta kolesar, ki je drugače tudi kolesarski aktivist, upiral, je ga pač povozil do smrti. Zraven tega agresivnega šoferja je bila tudi njegova najstniška hčerka in si sploh ne predstavljam, kaj je ona doživljala tam. Ampak tudi sama se včasih počutim, ko opozarjam šoferje avtomobilov, ki mi zaparkirajo bodisi kolesarsko stezo ali pa vidim, da zaparkirajo površino za pešce, se tudi sama počutim zelo ogroženo, kajti ponavadi ne dobim nazaj prijaznega odgovora, se upravičujem, se bom umaknila ali umaknil, ampak bolj neke agresivne izpade in v bistvu me res skrbi, če imamo ljudje take vrednote, da se spravljamo na šibkejše udeležence v prometu na tak način. Kljub temu, da vemo, da so oni tisti, ki v bistvu res skrbijo za to, da je onesnaženje zraka in onesnaženje oziroma grožnja za podnebne spremembe manjša, je pač res grdono, da se take stvari dogajajo. Tlele bi morali biti spoštljivi, razumem pa tudi, da smo vsi, ki se vozimo s kolesom, po že tako slabi infrastrukturi, kolesarski ali pa tudi pešci po slabi infrastrukturi, torej za pešce, pločniki, in tega je pač še zelo malo in slabo razvito in dejansko, ko zahtevaš pravico, da uporabljaš tisti prostor, ki ti je namenjen in se zgodijo take zadeve, je pač res grozljivo. Hvala, Marjeta, tudi jaz imam podobne izkušnje.
Dodam pa še tole. Prejšnji teden sem rekel, da na železnicah za izgovor o zamudi vedno navedajo težave s signalizacijo. No, sodelavka Maja mi je takoj povedala, da na njihovi progi so pa ponavadi zamude zato, ker čakajo drug vlak, ki ima zamudo. No, če imate še kaj, sporočite. Tako, odpeljali smo se še skozi eno zeleno luč. Zahvaljujem se gostjama Marjeti Benčina in Barbari Smajlagič. Tudi vsled njunih zgodb bodimo strpni eden do drugega na cestah in na poteh. Prihodnji teden ima tudi zelena luč praznik, medtem lahko vsebine poiščete v arhivu Vala 202 in med podcasti. Srečno na vaših poteh vam želim Jan Grilc, naj vam sveti zelena, pozdrav! Zelena luč. Podcast o mobilnosti 21. stoletja.